Živjo, sem Tina Savic, prihajam iz podjetja Fejdom. Fejdom so sestavljive sedežne garniture. Če smo začeli pred 10 leti z enim salonom v Ljubljani na Tavčarjevi, danes pokrivamo celo centralno Evropo plus Dubaj. Sem skozi nekaj vedela, da jaz bi imela nekaj svojega. Pač nekaj, da bom lahko sama ustvarjala. Vedela sem, da imam te neke, da znam zorganizirati stvari, in pa se je pač ta priložnost pojavila in je bilo tako, okej, dajmo probati. Mislim, jaz sem začela že ful mlada in ena izmed velikih prednosti vsega je, ker si mlad, ker niti ne veš, v kaj se spuščaš, in pol sam greš in pol ti to kar nastane navada, da ti delaš od ponedeljka do nedelje vsak dan, ker ti je v bistvu dobro. Jaz sem študirala arhitekturo in takrat je enkrat meni oči domov prinesel en katalog od Fejdoma. In jaz gledam tisti katalog in smislim, to je pač ful hodo. Pač jaz rečem, oči, daj please ti povej tem lastnikom, da če bojo oni kadarkoli rabili karkoli v Sloveniji, jim jaz pomagam pač prek študenta ali karkoli. In oči meni reče, v redu, pač bom nekaj zrihtal, in on mene res kliče čez 3-4 mesece, prav, Tamala, greš ti na sestank v tovarno Fejdoma, Fejdom sedežne garniture. In jaz rečem, okej, prav, ne, pa grem. In sem šla in mi smo se dejansko v pol ure vse zmenili, da bomo odprli firmo, začeli tukaj kot neko franšizo ali kakorkoli, ki zdaj prerasel v ful več, kakor sem to. In ja, to je bila ta priložnost. Ko si ženska, pa sploh mlada, te noben zares ne jemlje resno. Še vsem se mi zdi, da kakorkoli smo v 21. stoletju, ampak še vedno šovinizem obstaja. Sploh, ko si mlad, tako, ko prideš, ko imaš neko idejo. Ne vem, no, se mi zdi, da so bile tle kar precej razlike. Da če bi bila jaz moški, pa ne 10 let starejša, v tistem času bi ful hitreje, ful več naredila. Ko si mlad, ko greš, sploh ne razmišljaš, pač sam greš. Mislim, mogoče recimo, da mi je bilo na začetku težko, ker res nismo imeli denarja, pa smo delali večinoma, ne vem, za študenti, pa študenti niso prišli, ne vem, recimo na razklad kamiona, sem šla jaz razkladati, ali pa, ne vem, smo imeli dostave, pa spet študenti niso prišli, pa sem šla spet jaz dostavljati. Tako, ne vem, ta na začetku una borba, a bomo ali ne bomo, mislim, jaz iskreno nikoli nisem podvomila, da nam ne bo uspel, pač res ne. Samo uno je bilo tako, daj kdaj nam bo že ratalo, daj kdaj, da postavimo, da bo to lepo pelali se tako, kot se more, no. Na kaj sem najbolj ponosna? Ne vem, na to, kje smo danes. Kaj smo pač dali čez kaj smo vse šli, kje smo danes, kakšno vizijo imamo. Jaz sem ful mlada začela, ne, in tudi v tovarni, oziroma nas je več teh distributerjev, teh, ki prodajamo kakorkoli. Pa se mi je vedno zdelo, da tudi oni name tako gledajo, pač itak, sej bo, ne. Pa sem jaz zmeri znotraj imela, pač jaz sem bila itak zmeri tih, ampak sem si mislila, kva ratal mi bo, pač. Ni šans, da mi ne rata. In pač mogoče to, da smo zdaj v bistvu največji odjemalec in da smo pokazali, da v bistvu znamo, zmoremo, plus to, da smo iz Slovenije, ker Slovenija je res mala, sicer mi zdaj res pokrivamo centralno Evropo, Dubaj in tako. Ampak ja, to, da se mogoče res nismo nikoli dali, tako, malo mi rečeš karkoli, ampak nam bo ratal. Ne vem, ta spirit mogoče. Dala bi si na svet sigurno sam pejt, pač bod pogumna, še bolj, kakor sem bila, pač, ker res, bolj, ker si pogumen, na koncu več narediš, oziroma tudi večji feeling je na koncu delati, se mi zdi. Večjo vizijo, ki si daš, v bistvu je lažje speljati, kakor manjšo vizijo. Tako, se pravi, še več si upati, pa pač kar iti, pa kucati na vrata.